Lepo pozdravljeni gledalke in gledalci, v studiu pa lepo pozdravljam umetniško vodjo Zavoda za turizem, kulturo in šport v Murski Soboti Polonco Đurek in Janka Kodila. Polonca Đurek, poletje se nagiba v jesen, oziroma smo že skoraj da v jeseni, in začela bova z dogodkom Fronta oziroma z festivalom sodobnega plesa, ki tradicionalno poteka v Murski Soboti. Ja, res je. Te dni je naše mesto obarvano v plesne ritme, natančneje v ritme sodobnega plesa. Odvija se namreč že 19. festival sodobnega plesa Fronta, ki poteka na različnih prizoriščih v mestu. Gledalke in gledalci pa si lahko program pogledajo na Facebook strani Flota in potem seveda katerega tudi obiščejo, lepo vabljeni. In zaključek soboškega poletja je tako rekoč tale festival sodobnega plesa, ampak ostaja pa Sočna vilica. Tako ostaja Sočna vilica, vse do 27. septembra se bo ta kulinarični festival še dogajal v našem mestu. Prvič že ta petek, torej 30. avgusta med 11. in 20. uro in pa potem še 13. septembra in pa 27. septembra, ko zaključimo. Vmes pa se že veselimo 14. festivala prekmurske šunke in prekmurske gibanice, ki pa se bo v našem mestu odvil v soboto 7. septembra. Preden preideva na festival prekmurske gibanice in šunke, velja morda še povedati, da bo Sočna vilica tokrat spet na Slovenski ulici in ne v Soboškem parku, kot je bilo. Tako, te nevzdržne vročine zdaj več ne pričakujemo, tako da se vračamo v mestno središče na Slovensko ulico. Festival prekmurske šunke in gibanice bo prav tako potekal, kot je omenila Polonca Đurek, v Murski Soboti. Janko Kodila, vi ste gonilo festivala prekmurske šunke in gibanice. Kakšen bo program, kaj pripravljate in kako se bo zadeva odvila? Ja, hvala lepa za to. Seveda, isto kot vsako leto skrbimo, da ta dva naša kulinarična izdelka dobita, bi rekel, festival, v sklopu katerega festivala imamo več programov. Eden izmed programov prvi je ocenjevanje teh izdelkov, se pravi, za temi ocenjevanji skrbimo za kvaliteto, za dvig kulinarične identitete teh dveh zaščitenih izdelkov. To se zgodi dan pred samim festivalom. Na dan festivala pa se te izdelki razstavijo, se ponudijo našim gostom, seveda pa je to en del programa. Ta program je vsako leto seveda podkrepljen tudi z stojnično ponudbo, se pravi z domačo obrtjo in pa kulinaričnimi ponudniki, seveda, ker nagovarjamo skozi prekmursko kulinariko, se pravi, poleg prekmurske gibanice in prekmurske šunke imamo tudi bograče, te jedi, kot so dodeli, pražen krompir z kranjsko klobaso, sicer kot zaščiten izdelek tudi, pa dobra vinska kapljica, se pravi, tudi vinarji dajo zraven pečat z dobrimi vini iz lokalnega okolja. Cel dogodek pa kulturno pobarvano z bogatim kulturnim glasbenim programom na odru, kjer seveda tudi se domači glasbeniki predstavijo, predvsem je ta glasba tudi v kontekstu tega regionalizma, se pravi domači regionalni, od otrok do etno programa godcev do tudi romske glasbe, se pravi, je ta festival zaokrožen z vseh vidikov. In če malce natančneje pogledava, ob kateri uri boste recimo začeli in do kdaj je načrtovan dogodek? Dogodek je začetek ob 10. uri in se konča ob 8. Se pravi, čez cel dan program poteka, zjutraj bolj stojnična, tržnična ponudba, se pravi bogata, potem pa seveda v času opoldneva nam zapaša kaj dobrega pojesti, se pravi, cel čas je hrana na razpolago. In pa tudi ta festival namenjen domačim in pa turistom, ki vedno
vsako leto v večjem številu prihajajo na ta festival, ki dobiva razpoznavnost, kar je tudi cilj bil. Skupaj z mestno občino in Zavodom za turizem ta dogodek postavljamo kot en osrednji kulinarični dogodek v regiji tudi, ne. In vsako leto vedno več gostov prihaja kot turističnih gostov na ta festival. Janko Kodila, povedali ste nekaj o programu in da delate tole skupaj z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Polonca Đurek verjetno tudi zelo dobro ve, kateri so tisti gostje, ki bodo nastopili v umetniškem programu oziroma v glasbenem programu. Tako kot je že Janko povedal, gre predvsem za domače glasbenike, ki takemu festivalu seveda dajo tisto piko na i oziroma ta glasbena kulisa je prav tako zelo pomembna. Nastopili bodo vse od najmlajših, se pravi iz glasbene šole Beltinci, pa Marko Banda, folklorna skupina Kulturno-umetniškega društva Beltinci, potem mlada glasbenika Lukas Gumilar in njegova sestrica Lara. Lukas je izjemen harmonikar, potem vokalna skupina Irmice, pa etno skupine, ki prihajajo iz Goričkega, folklorna skupina Kut Šalovci, potem pa tudi zasedba Romano Glauso, ki bo, verjamem, razgrela obiskovalce, in pa za zaključek še Cat and the Dedos, tudi nekaj sodobne glasbe z tem etno predihom. Skratka, festival prekmurske šunke in gibanice bo res postregel z vsem, kar pokrajina ponuja, kar je za pozdraviti. In Janko Kodila, moramo reči, da se zelo dobro potrudite za tale festival prekmurske šunke in gibanice, za promocijo pokrajine tudi, glede na vse nagrade, ki ste jih prejeli in pred kratkim tudi nagrado z Madžarske. Nisem jaz edini tukaj, jaz sem v ospredju mogoče najbolj izpostavljen, moram tu poudariti, to je Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, ki je gonilna sila tega dogodka in za mano stojijo osebe, ki držijo zadeve, da to poteka. Seveda pa imamo dolgoletne izkušnje z organiziranjem teh dogodkov in pa tudi zaupanjem naših ponudnikov, ki nas sledijo na tem dogodku, ker želimo, da smo na eni strani do sodelujočih in pa seveda na drugi strani do gostih odgovorni in pa da to tradicijo, ki jo imajo, negujemo in da gre naprej, ker kulinarika je ena izmed identitet Prekmurja in jo tudi moramo negovati in jo razvijati. Ja, naša odgovornost pa je, da se takih festivalov udeležimo in jih podpremo, kajti festival sam po sebi brez obiskovalcev ni ravno smiseln in poskrbeli ste res za obilico pestrih dogodkov in ponudbe, tako da naj se udeležimo v čim večjem številu. Tako, vabljeni. Polonca Đurek, midva pa se vračava k ponudbi Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota v jeseni, tako rekoč prehod v jesenske dogodke. In v jeseni pa čez vso zimo do prihodnje pomladi potekajo abonmaji, to je gledališki abonma in še kakšen morda. Če dovolite, bi mogoče še prej povabila na dogodke, s katerimi bomo zaključili soboško poletje 2024. Namreč ta konec tedna pripravljamo še 2 dogodka. 21 je uspešno izvedenih že za nami. Ta konec tedna pa torej v petek ob 20. na Trgu kulture nastopi moški vokalni kvintet Eternum, ki obeležuje 20-letnico delovanja, jubilej, ki si seveda zasluži, da ga obeležimo skupaj. Zanimivo pa je, da vokalni kvintet Eternum v enaki zasedbi deluje že ves čas. No, v soboto, 31. avgusta, pa še zadnjič vabljeni na Grajsko dvorišče ob 10. dopoldne, predstava za otroke Janko in Metka Lutkovnega gledališča Kranj se bo odvila in kot neka popotnica za novo šolsko leto, za vse, ki potem z 2. septembrom odhajajo nazaj v vrtec in pa v šolo. Potem pa se poletje počasi zaključi in res prihaja jesen, ko bomo dogodke, ki so se čez poletne mesece dogajali na prostem, zdaj preselili spet pod streho v gledališče Park in obeta se še ena zanimiva, bogata, res odlična sezona.
Tudi tokrat smo pripravili 3 abonmaje, 2 gledališka in pa enega glasbenega. Gledališka abonmaja vsebujeta vsak po 6 predstav, v enem so to komedije, v drugem pa predstave, ki so nekako opredeljene od komedije do drame, pa še česa vmes. No, glasbeni abonma pa bo letos vseboval 4 glasbene dogodke, res izjemne, trio Vivere, duet Silence, potem Tabu v akustični verziji in pa za zaključek Big Band Krško z izjemno vokalistko Nino Strnad, to pa bo večer slovenske popevke. Zavod za kulturo, turizem in šport pa skrbi običajno tudi za otroke. Tako je, zanimiva sezona se obeta, seveda smo pripravili tudi program kulturne vzgoje, vse od vrtca pa do srednje šole, tako da bo vsak željan kulture z obiskom gledališča Park te tudi deležen. Rada bi samo še povedala, kdaj bodo potekali vpisi v abonmaje. Zdaj v teh dneh je v nabiralnike naročnikov že prispela naša knjižica, v kateri smo razpisali vse 3 abonmaje, v bistvu 4, ker vabimo tudi k vpisu abonmaja opera in balet SNG Maribor. Že preteklo sezono smo z avtobusom obiskali 6 izjemnih baletnih in opernih predstav, ki so bile res odlične, izvrstne, celo tako zelo, da smo se odločili, da na eno peljemo naše abonente ponovno, oziroma vabljeni, da se je udeležijo prvič. To bo baletna predstava Grk Zorba, obiskali jo bomo 20. septembra. Seveda se pa lahko naši abonenti prijavijo pri blagajni gledališča Park, svoj sedež v dvorani in pa na avtobusu si rezervirajo s plačilom te vstopnice, cena je 30 €. Sicer pa sam abonma Opera in balet Maribor tudi letos vsebuje 6 predstav, 2 sta baletni, 4 so operne in tudi ta vpis bo potekal v času vpisa v naše abonmaje. Za dosedanje abonente bo ta vpis med 3. in 5. septembrom po telefonu, kot že običajno, no za nove abonente pa potem vpis med 11. in 13. septembrom pri blagajni našega gledališča. Zdaj pri abonmajih je tako, je treba pohiteti, kajti abonmaji znajo zelo hitro poiti. Res je, imamo stalne abonente že vrsto let, ti nekako ohranjajo svoje sedeže, zato imamo tudi posebej opredeljen vpis za dosedanje abonente. To zvestobo seveda na ta način tudi nekako nagradimo in se jim zahvalimo. Seveda pa še zmeraj ostane kaj sedežev za nove abonente, tako da res lepo vabljeni. Če se ustaviva pri številkah še malo, kot sem rekel, je treba že pohiteti ali pa lahko še malce premislimo? Časa za razmislek je torej do 3. septembra za dosedanje abonente in pa potem do 11. septembra za tiste, ki bi se želeli vpisati na novo. Sezona bo res zanimiva, pestra, bogata. Povabili smo profesionalna gledališča iz različnih koncev Slovenije, SNG Nova Gorica, SNG Maribor, Ljudsko gledališče Celje, pa Mestno gledališče Ljubljansko, zagotovo sem katero še izpustila, tako da. Skratka, splača se in pokličite na blagajno Zavoda za kulturo, turizem in šport, če vas zanima oziroma če bi se radi vpisali v abonmaje, kar seveda upamo, da se boste v čim večjem številu. Polonca Đurek in Janko Kodila, smo morda še karkoli pozabili povedati ali bi rada še kaj dodala, razen da gledalke in gledalce povabimo, da se v čim večjem številu udeležijo dogodkov in seveda tudi vpišejo v abonmaje. Mogoče samo to, da v primeru napovedi dežja festival Prekmurske šunke in gibanice prestavimo na naslednjo soboto, na 14. september. Ure ostajajo enake, program ostaja nespremenjen. Jaz pa bi mogoče dodala samo še to, glede programa za novo sezono. Vseh podatkov nisem naštevala, tudi samih naslovov predstavne. Vse to pa lahko gledalke in gledalci najdejo tudi na naši spletni strani www.zkts-ms.si pod zavihkom Kultura. Več o festivalu Prekmurske šunke in gibanice pa na spletni strani Visit Murska Sobota in pa na Facebook strani Diši po Prekmurju. Najlepša hvala obema in seveda želimo obilo obiska. Hvala lepa. Hvala.